Dober dan in dobrodošli na predstavitev slovenskega superračunalniškega omrežja za javno upravo in javni sektor na splošno. Najprej najlepša hvala za tako številčno udeležbo. Potem pa kar prepustim besedo Joni Javoršku za splošno predstavitev. Lepo pozdravljeni, tudi jaz se zahvaljujem za udeležbo. Jaz vam bom najprej vzel nekaj trenutkov za kratko predstavitev naše dejavnosti in skupnosti, v kateri to dejavnost izvajamo. Naslov te predstavitve sem dal Superračunalniki in umetna inteligenca v službi javnosti, ker to je nekako glavna tema današnjega dne. In upam, da se bomo potem lahko o tem tudi pogovorili, da ne bomo imeli samo predstavitev. Bom pa skušal biti krajši, ker se mi zdi, da kadarkoli se pogovarjamo o teh stvareh, s katerimi delamo, je mnogo bolj koristno, če lahko pokažemo primere uporabe, kaj lahko dejansko ljudje s tem naredijo, kot če se samo pogovarjamo o neki abstraktni infrastrukturi, pa o tem, kako je bila ta stvar vzpostavljena. Jaz prihajam iz Inštituta Jožef Stefan. Delamo pa v nacionalni strukturi in skupnosti, ki vključuje mnogo več institucij. Ampak najprej moramo povedati, kaj sploh delamo. Naša osrednja in prva dejavnost, ki nas je povezala, je bilo superračunalništvo. Superračunalniki so dejavnost, kjer vzpostavljamo računalnike z izjemno močnimi procesorji. Danes to pomeni, da je teh procesorjev zelo veliko in da so zelo hitro med sabo povezani. In izvirno so bili vzpostavljeni malo za tekmovanje, veliko pa predvsem za obdelovanje zelo velike količine podatkov in reševanje zelo težkih matematičnih izzivov. Ta razvoj je pravzaprav potekal tam nekje od vzpostavitve prvega računalnika Cray v Sloveniji oziroma v našem prostoru, je pa sovpadal z vzpostavitvami večjih sistemov. Zato, ker se je na osnovi zgodovine, kjer smo najprej vzpostavili sistem ZUSE, kasneje pa CDS Cyber, smo potem nadomestili z superračunalniki Convex. Tukaj je naslikan Convex C3860, ki je bil nacionalni superračunalnik v Sloveniji, ampak te sisteme so imeli tudi na Univerzi v Mariboru. Moramo pa vedeti, da so bili te sistemi tudi v službi javnosti in javne uprave. Torej, recimo s sistemom ZUSE so tudi računovodske, statistične, finančne obdelave in podobne stvari na ravni republike izvajali. Zdaj, ta superračunalnik je bil vseeno za Slovenijo kar pomemben in zanimiv preboj. To je bil že čas samostojne Slovenije. Takrat smo prišli na prve sezname 500 najhitrejših računalnikov. Imeli smo resno vključevanje gospodarstva, lokalne strokovnjake, ki so potem tudi prinesli prve spletne strani in neke vrste dosti dober tehnološki preboj. Predvsem pa smo na tem potem kasneje začeli graditi vključevanje. Ljudje so začeli postavljati svoje superračunalniške sisteme. Vključevali smo se v vedno več zanimivih infrastruktur. Zdaj tega vsega ne bom toliko razlagal, ker je tega že kar preveč in zelo podrobno. Ampak ta zgodba pomembno kulminira v zadnjih letih, ko smo se leta 2020 vključili, leta 19 pravzaprav že vključili v vzpostavitev EuroHPC. Potem smo leta 2021 vzpostavili prvi superračunalnik EuroHPC, to je sistem Vega v Sloveniji, ki teče v Izumu v Mariboru. In je bil čist prvi od vseh teh sistemov. Potem smo sofinancirali gradnjo superračunalnika Leonardo v Italiji, kjer imamo še vedno svoj delež, tako da lahko na naših nacionalnih razpisih pridemo tudi do uporabe tega sistema. To je tale sistem. Otvoritev je bila leta 2022 in naše kapacitete so, kot že rečeno, še vedno na voljo. Prišli smo pa tudi do zelo dobrega dostopa do vsega tega evropskega ekosistema, ker s tem, da smo imeli prvi sistem, smo imeli tudi prvi sistem za podporo. Bili smo zraven v vseh projektih, delavnice so izdelovali pri nas, vzpostavljen je bil nacionalni kompetenčni center, ki je bil zato izjemno zanimiv za vse sodelavce. Tako da je to bil zelo, zelo učinkovita slovenska poteza. Zdaj, omenil sem že nacionalni kompetenčni center ali NCC v angleščini, National Competence Center. To je organizirano kot delovna skupina v okviru evropskega projekta EuroCC, zdaj imamo že drugega. Od leta 2020 deluje.
usposabljamo uporabnike v raziskavah po gospodarstvu in tudi v javnem sektorju, izvajamo svetovanje. Najpogostejše in najbolj uporabno svetovanje je pravzaprav, da nek primer uporabe povežemo z strokovnjaki v posameznih institucijah, največkrat akademskih, lahko pa tudi v gospodarstvu. In tudi pomagamo pri prijavah, zato ker če hočete dobiti dostop do večjega superračunalniškega sistema, zlasti evropskega, je treba napisati prijavo, ki je lahko kar zapletena, ampak seveda s tako pomočjo je to relativno hitro in neproblematično. Lahko pa tudi se povezujemo z drugimi mednarodnimi organizacijami in kompetenčnimi centri in to je zelo zanimivo, ker to pomeni, da krog izobraževanj, ki se izvaja v vsej Evropi, je bistveno večji in imamo dostop do vsega tega. Te prosojnice bodo tudi na voljo na odlagališču, boste dobili povezavo, tako da jaz ne bom vsega zelo podrobno razložil. Tukaj je mogoče najbolj pomembna stvar to, da se mi lahko pogovorimo o tem, kakšne vrste uporabe so zanimive za vaše primere in na ta način tudi organiziramo izobraževanja. Že obstoječa razpisana izobraževanja so pa seveda na voljo in jih lahko vidite. Organiziramo tudi seminarje, delavnice, sestanke in se osredotočamo na posamezna področja. Ko že omenjamo področja, seveda področja uporabe superračunalništva tradicionalna so bila močno povezana z strojništvom, fiziko, matematiko, računalništvom. V kasnejšem obdobju so se pa pojavile tudi področja, kot je obdelovanje slik, analiza večjih količin podatkov, prepoznavanje vzorcev, digitalni dvojčki in pa, kar je najbolj recimo značilno za zadnje obdobje, strojno učenje in umetna inteligenca. Zdaj, tukaj lahko naredim čist kratek intermezzo. Slovenija ima pravzaprav posebno situacijo na področju umetne inteligence, ker od prvih začetkov 70-ih, potem ko prve obljube niso bile tako hitro izpolnjene, kot so financerji pričakovali, smo v Sloveniji nadaljevali s tem razvojem. Dobili smo več centrov razvoja na področju umetne inteligence, morda celo preveč, na srečo se zdaj zaradi te infrastrukture spet bolj povezujemo in sodelujemo. In smo s tem nadaljevali, tako da je v novo obdobje umetne inteligence Slovenija prišla izjemno dobro pripravljena. Tudi sodelovanje s superračunalništvom in temi infrastrukturami je bilo že zelo zgodnje in to se pozna tudi v tej vpetosti v mednarodne povezave. V medijih ste gotovo zasledili, da je zdaj nova evropska infrastruktura v nastajanju, mreža tovarn umetne inteligence. Slovenska tovarna umetne inteligence je bila v drugem razpisu tudi sprejeta, tukaj je označena. Začela je delovati v začetku tega meseca. V okviru tega projekta bo vzpostavljen nov superračunalnik, ki bo nadomestil sistem Vega v letu 2027, bo v novi nacionalnem računalniškem centru v Mariboru, tega gradi Arnes. Tam bo tudi nova nacionalna podatkovna shramba, tako da bo mogoče spraviti noter še več podatkov in bo služila različnim repozitorijem, med drugim obstoječemu repozitoriju za podatke in prispevke DIROS. Je pa z njo povezan tudi projekt SLAIF, Slovenske tovarne umetne inteligence. Tukaj kažem partnerje pa osnovne podatke tega projekta, ampak bolj pomembno za ta projekt in za vas je pa, da je v okviru tega projekta tudi zelo velika iniciativa za izobraževanje, pa tudi pomoč pri vzpostavljanju produktov in delotokov za gradnjo posebnih namenskih modelov in storitev. Zdaj, tukaj gre za zelo močno povezovanje v Sloveniji in tudi mednarodno povezovanje. In med temi cilji, ki jih tukaj kažem, je zelo pomemben cilj, da se podpira tudi ne samo gospodarstvo, ampak tudi javno infrastrukturo. Skratka, javni sektor. In to je zelo pomembno zaradi tega, ker je za razliko od gospodarstva, kjer imamo določene omejitve v sofinanciranju, tukaj ta del brez omejitev. Zraven pa še vedno nadaljujemo tudi z nacionalnim kompetenčnim centrom in superračunalniškimi in podatkovnimi dejavnostmi, tako da z povezavo vseh teh dejavnosti računamo, da lahko zelo, zelo dobro to, recimo temu, nadaljnji razvoj ali pa novejšo obliko digitalizacije v javni upravi podpremo. En del tega bo infrastruktura za delotoke, za servise, ki bodo vzpostavljeni, inferenca, to je to, da se pogovarjaš z modelom oziroma ga uporabljaš, da ti generativni model generira slike ali drugo gradivo. Tako kar močna infrastruktura za
za to področje bo vzpostavljena, ki bo pa tudi povezana z repozitoriji za te modele, pa tudi za podatke, ki se tukaj uporabljajo. Gre skratka za neko storitev, ki mora biti po meri uporabnika, in ker je pomemben uporabnik za nas javna uprava v vseh oblikah, torej od vrha države, poleg izobraževanja tudi potem do storitev in občinske uprave, je zelo važno, da se o tem tudi pogovarjamo. Ta model je mišljen tako, da bo koordiniran po vsej Sloveniji, ampak kot ste videli, imamo celo mrežo partnerjev, ki pokriva poleg javnega sektorja tudi gospodarstva, in se bomo poskušali tudi po občinah intenzivno vključevati. Imamo pa tudi določena področja, kjer bomo gospodarstvo posebej spodbujali, in tukaj treba predvsem povedati, da bomo ta področja posebej podpirali, danes se bomo osredotočali, nismo pa omejeni na ta področja. Za javno upravo je posebej zanimiva digitalna družba, pa to, da bo pri nas tudi umetna inteligenca in znanost imela prioriteto, tako da bomo to vlaganje lahko še dodatno izkoristili. Za druga področja, recimo primer bi bila, ne vem, kibernetska varnost, se pa povezujemo z tistimi tovarnami, ki se za to specializirajo. Še enkrat bi opozoril na veščine in usposabljanje. Tokrat imamo možnost, da dejansko ljudi gostimo v svojih centrih, ki so spet regionalno razporejeni, in lahko tudi dobivamo tuje predavatelje oziroma organiziramo take izobraževanja. Seveda pa to tudi vključujemo v kopico že pripravljenih infrastruktur, ki jih tukaj le kažem. Bolj pomembno je pa, da je to del širšega slovenskega ekosistema. Posebej bi opozoril še na kompetenčni center umetne inteligence, pa na projekte, kot so PVOIMO, kjer se gradi velike nacionalne modele, in nove projekte umetne inteligence za znanost, pa modelov za digitalno humanistiko, tudi ERA-Chair za umetno inteligenco. To so vse projekti Gravitacija in ERA-Chair, kjer je tudi infrastruktura, ki je v določeni meri lahko zelo uporabna za javni sektor. Tukaj smo še prikazali različne načine za dostop. Najbolje je, da se glede tega kar posvetujete. Sklepam pa, da se boste večinoma hoteli pogovarjati tudi za skupni razvoj aplikacij. Za dodatne pogovore bi pa tukaj še opozoril na spletne strani in prihodnje dogodke. Najbolj zanimivo bo za vaše mlajše sodelavce ali pa širšo javnost so ogledi superračunalnikov. Letos so že zelo zasedeni, to je 18.10. Izobraževanja so tukaj razpisana, in pa dnevi Slink na mreži znanja, ki jo organizira Arnes med 19. in 21. novembrom. Tam bo mogoče tudi predstavitve organizirati in se seveda še dobiti in pogovarjati. Najlepša hvala. Za vprašanja sem seveda tudi na voljo, mogoče rajši na koncu. Najlepša hvala, Jona. Zdaj pa pridemo na naslednjo fazo naše demonstracije, namreč demonstracija do testnih okolij slovenskega superračunalniškega omrežja, da dobimo boljšo predstavo, kako to sploh deluje. Zato povabim k besedi docenta dr. Ratka Filipoviča. Lep pozdrav tudi z moje strani. Tako da v tem kratki demonstraciji bomo pokazali, kako naj se povežemo na HPC Gručo in kako da zaženemo en posel. Bomo širili screen. Recimo, da prvi korak je, da najdemo na našem računalniku neki terminal, da operacijo in da ga odpremo. Jaz uporabljam pri nas, pri računalničarjih je priljubljen ta Visual Studio Code, seveda drugi programi so podprti. In zdaj v tej ukazni vrstici, da najprej vtipkamo SSH. SSH da pomeni, da ukaz, ki vzpostavlja varno povezavo med našim računalnikom in HPC Gručo. Zdaj HPC ali superračunalniško Gručo. Za danes bomo se povezali na superračunalniško Gručo Arnes, ki se nahaja na Teslovi ulici in dela v sklopu Inštituta Jožef Stefan. Ampak pred tem, da moramo najprej vtipkati naše uporabniško ime, seveda, ki ga dobimo ob registraciji na Slingu, in potem napišemo @ in napišemo naslov te naše gruče, hpc login.arnes.si. In zdaj pritisnemo Enter.
in čez nekaj sekund nas vpraša za verifikacijsko geslo. Zdaj, verifikacijsko geslo predstavlja mehanizem dvonivojske avtentikacije ali preverjanja, ki preprečuje zlonameren in nezaželen dostop do superračunalniške gruče. Zaradi tega jaz uporabljam, znači to geslo dobite na eni aplikaciji na mobilnem telefonu in je to enkratno geslo, podobno kot se prijavljate recimo tako da pri banki, spletni banki in tako naprej. Evo ga. In po tem geslu sem se jaz povezal na gručo. Zdaj trenutno se nahajam na tako imenovanem prijavnem vozlišču, v katerem lahko zaženem moje posle. Ok, kaj bomo v tem videu tako da počeli? Oziroma v tej prezentaciji počeli. Zdaj tisto, kar bomo počeli je, bomo skušali naučiti na hitro neko nevronsko mrežo in ta nevronska mreža naj bi skušala razumeti eno besedilo s ciljem, da določi, ali je besedilo pozitivno ali negativno, in evo ga v tej datoteki se nahaja ta naša podatkovna množica, učni primeri, ki jih uporabljamo za učenje modela. Kateri model? Pa smo njega že opisali v tako imenovanem model.py datoteki. Zdaj seveda je to malo tako, da kako se reče, vezano za umetno inteligenco in tako naprej, ne bomo šli naprej, ampak recimo obstajajo neke delavnice, ki vas lahko peljejo skozi to. In enkrat, ko smo opisali ta model, tako da seveda moramo ga dati na gručo, da ga računa, da ga uči. Zaradi tega potrebujemo še eno tako imenovano konfiguracijsko datoteko, s katero lahko določimo, katere vire na superračunalniški gruči rabimo, koliko časa in tako naprej. Evo ga recimo pa še neki dodatni podatki, kot so na primer ime posla, pa potem tako da, kje se shranjujejo rezultati, pa potem tako da, koliko CPU-ja rabimo, oziroma centralnih procesnih enot, grafičnih procesnih enot in tako naprej in tako naprej. Do konca je, kako se reče, neki so izpisi in na koncu pač ta ukaz, da zaženemo. Ok, zdaj seveda, enkrat, ko imamo pripravljene te skripte, seveda tako da več od teh skriptov lahko dobite na delavnicah. Tisto, kar rabimo je, da je zaženemo na računskem vozlišču. Zdaj, mi smo na prijavnem vozlišču in tu nič ne počnemo, ampak računska vozlišča so tista, ki izvajajo posle. Napišemo as-batch in potem tako da ime te skripte. Najprej pred tem, tako da se moramo pozicionirati v ta direktorij. Dajmo example. Seveda za delo na gruči potrebujemo nek kanček tako da znanja o ukazni lupini, ampak nič ne skrbite, na delavnicah lahko to pridobite. Ok, potem naredimo as-batch ukaz in run train single.sh in potem, kako se reče, se ta posel izvaja na superračunalniški gruči. Ok, zdaj da preverim status tega posla, uporabim ukaz SQE-ME in kot vidimo, tako da ta posel, tako da se že izvaja, stanje je, status je R, kar pomeni running. Ok, tisto, tako da sledim, kaj se dogaja pri izvajanju teh posla, seveda lahko tako da to naredim tako, da spremljam vsebino te datoteke train single.out, pa to uporabim, malo je zapletena, tako da ukaz bomo na hitro razložili. Watch pomeni spremljaj, cat pomeni beri in datoteko, ki jo beremo. Kliknemo enter in evo ga vidimo, tako da se to učenje že izvaja. Evo ga v prvem delu pa vidimo, tako da ime tega našega vozlišča, na katerem se izvaja, pa potem tako da smo uporabili 2 CPU-ja in eno grafično procesno enoto in vidimo, tako da smo
da smo, kako se reče, že proti koncu učenja. Evo ga, prva epoha to pomeni, no, tako da to je en cikel učenja. Mi smo v tej skripti nastavili 5 ciklov in vidite, da se kako se reče, vsak cikel približno uči 20 sekund, kar je hitro, no, tako da to. In evo ga, na koncu pridemo do končnih rezultatov, pri katerih, no, tako da izvedemo, da je celotno treniranje trajalo vsega minuto pa pol, nisem ni mogel razložiti, me je celo skripta prehitela, no, tako da v moji tej demonstraciji. In seveda smo prišli do neke natančnosti od 87%, ki predstavlja meritev, koliko dobro ta model dela. Ok, in s tem bi, no, tako da končal to mojo demonstracijo. Seveda še enkrat preverimo na koncu stanje naših poslov in vidimo, da so vsi posli, ki jih mi izvajamo, so že zaključeni. Ok, to je to s moje strani. Hvala, seveda sem tu za vprašanje, mogoče v tem zaključnem delu. Najlepša hvala, Radko. Zdaj, ko smo videli, kako to izgleda v vsakdanjih prijemih, da to ni tako komplicirana zadeva, če se nam pa zdi, pa seveda imamo za to izobraževanja. Zdaj bi pa povabil še 3 predstavitev praktične uporabe, torej kako celotni projekti izgledajo. Bi za začetek povabil doktorja Mladena Boroviča za predstavitev pogovornih sistemov in velikih jezikovnih modelov v javni upravi. Ja, hvala za besedo. Se pravi, pogovorni sistemi in veliki jezikovni modeli v javni upravi, ta dva termina, pogovorni sistemi in jezikovni modeli, dostikrat slišimo skozi medije. Sta taka dva termina, ki sta zelo popularna danes in verjamem, ne, da vas mogoče zanima, kaj to dejansko pomeni, kako lahko v bistvu tole vključimo v procese javne uprave. In za sam začetek bi mogoče samo poskušali malenkost bolj definirati, kaj to dvoje sploh je. Se pravi, veliki jezikovni modeli oziroma large language models po angleško so v bistvu zelo globoke nevronske mreže, so velike nevronske mreže, ki nam enostavno rečeno omogočajo delo z naravnim jezikom. To pomeni, da te mreže znajo razumeti naravni jezik ali v pisni obliki, potem imamo tudi večmodalne modele, ki razumejo zadevo iz slike, se pravi pisave recimo, ne, ali pa tudi iz govora, ne, se pravi zvok. Zdaj, te zadeve se uporabljajo predvsem za generiranje besedil, to, kar je danes nekako najbolj popularno na tem področju, pa tudi klasifikacija besedil, se pravi nekaj podobnega, kar je malo prej Radko pokazal, ne. Smo v bistvu gledali neko klasifikacijo v pozitivno, negativno smer besedila. Potem avtomatsko povzemanje, strojno prevajanje in podobne zadeve, ki pač se lahko jih lotimo na področju jezikovnih tehnologij. Zdaj, pogovorni sistemi so pa v bistvu aplikacije, ne, ki uporabljajo te velike jezikovne modele. Dostikrat se zgodi, da širša javnost to dvoje nekako enači, v bistvu gre pa kar za konkretno različne zadeve, ne. Se pravi, pogovorni sistemi oziroma chatboti po angleško, ne, so tukaj aplikacije, ki so namenjene uporabnikom za pogovor. Se pravi, tukaj govorimo o aplikacijah, kot jih verjetno poznate, so ChatGPT, Gemini in pa Claude recimo. Razni pametni pogovorni asistenti, recimo v modernih avtomobilih jih imate že vgrajene noter in v bistvu lahko manevrirate določene funkcije avtomobila kar preko glasu, ne. V zadnjem času se vedno bolj uporabljajo ti tako imenovani agenti, se pravi, to so v bistvu specifični pogovorni sistemi, ki služijo nekemu avtonomnemu reševanju zahtevnejših problemov. To pomeni, da vi kot uporabnik daste neko navodilo, ki je sestavljeno iz več nekih nalog, ki si sledijo v nekem logičnem zaporedju, on pa potem to v ozadju rešuje, ne, in potem da končni rezultat. In pa pogovorni sistemi so nekako
v današnji izvedbi, v moderni izvedbi nekako nadgradnja iskalnikov, se pravi, to temelji na informacijskem poizvedovanju, se pravi, klasičnem iskalniku, generativnih modelih, se pravi, velikih jezikovnih modelih, ki znajo zgenerirati odgovor, ki je seveda zelo človeški, ne? In pa obstaja tudi variante, kjer se to dvoje nekako prepleta, se pravi, oboje hkrati se dogaja, ne? Zdaj, prednosti tega imamo pač v bistvu neko možnost razumevanja naravnega jezika, širok nabor znanja imamo, ne? In pa takšne zadeve so večkrat implementirane kot neke storitve, aplikacije, ki so dostopne 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ne? Seveda pa imamo tudi nekaj slabosti tukaj, še posebej pri velikih jezikovnih modelih in posledično potem tudi pri pogovornih sistemih, ki to uporabljajo, ne? Za halucinacije ste verjetno slišali ta izraz, pravi, tukaj gre za to, da veliki jezikovni model enostavno nima dovolj konteksta o nekem področju in si potem v bistvu kar zmisli nek odgovor, ne, ki je seveda napačen lahko, ne, in to je seveda nezaželena zadeva, ne, v praksi. Potem imamo tudi dosti vprašanj glede zasebnosti podatkov, se pravi, kateri podatki so bili uporabljeni, da se je taka zadeva učila, ne. Nam lahko potem ta model vsebuje neke osebne podatke, ki jih drugače ne bi smel. Pristranskost je tudi zelo taka pomembna zadeva, ki jo moramo paziti, ne, se pravi, učna množica, s katero učimo te modele, načeloma ne sme biti pristranska, ne. In pa mogoče taka glavna slabost je neažurnost, se pravi, mi ko ta model naučimo z nekimi podatki, ne, tam pač v bistvu imamo odrezano znanje do tistega nekega datuma, ne. Se pravi, vse, kar pride za tem, nove informacije nekako niso vključene v tem modelu in rešitev je v tem, da pač ta model ponovno naučimo, oziroma, kot boste videli v nadaljevanju, obstajajo tudi drugi pristopi, ki so mogoče malo bolj finančno hvaležni, ne. Zakaj finančno hvaležni? Zato, ker v bistvu takšno učenje enega takega modela, ne, traja ogromno časa, ogromno sistemskih virov tudi porabi, ne. Zdaj, Radko je prej zelo tak preprosti primer pokazal na hitro, ne, kot ste videli, se nek model sicer naučil, ampak v resnici potem ti veliki jezikovni modeli, kar tudi ime pove, traja učenje nekje par mesecev, ne, tudi do pol leta včasih, ne. Torej, dober pogovorni sistem, ki je kot neka aplikacija oziroma vmesnik do velikega jezikovnega modela, načeloma mora zagotavljati 3 zadeve, se pravi, mora biti enostaven za uporabo, zaznati mora kontekst vprašanja in se ustrezno odzvati, ne, in pa seveda omogočati razložljivost odgovorov, se pravi, da vam v bistvu utemelji, zakaj je nekako odgovoril na način, kot je odgovoril, z citatom ali pa z dodatno razlago, ne. Zdaj, kot smo že omenjali, ne, glavna težava velikih jezikovnih modelov v praksi konkretno je haluciniranje, ne, zaradi pomanjkanja konteksta. In zdaj rešitev tega je, da v bistvu dodatni kontekst dodajamo v sam veliki jezikovni model, ki je že vnaprej naučen, z pomočjo nekih zanesljivih virov, z informacijskim poizvedovanjem oziroma po domače rečeno uporabimo iskalnik, ne, v navezi z že naučenim velikim jezikovnim modelom. Temu pristopu pravimo RAG oziroma Retrieval Augmented Generation. In zdaj tukaj načeloma, ne, imamo eno veliko dokumentno bazo zanesljivih virov, se pravi dokumentov, po katerih lahko v bistvu iščemo podobne dokumente. Te dokumente potem lahko obdelamo z velikim jezikovnim modelom na ta način, da jih lahko uporabimo v navezi z generativnim velikim jezikovnim modelom, ne, in pridemo do tako imenovanega hibridnega pristopa RAG, kjer izvajamo klasično oziroma leksikalno iskanje skupaj s semantičnim iskanjem, ne, s tem ustvarimo nek dodaten kontekst. V drugi fazi potem ta dodatni kontekst skupaj z vhodnim vprašanjem damo kot vhod na generativni veliki jezikovni model, ki zdaj načeloma ima obogateno neko znanje, ki ga prej ni imel, ne, in na podlagi tega se izkaže, da potem tudi dosti boljše in ažurne seveda odgovore vrača, ne. Se pravi, na ta način nekako odstranimo te halucinacije, ne. Druga pozitivna zadeva tukaj pa je seveda, ne, ker imamo zdaj direktno referenco na dokumente, od koder prihaja ta dodatni kontekst, lahko potem tudi uporabniku
direktno pokažemo, v katerem delu dokumenta, ne, se tisti kontekst nahaja in to upravičimo oziroma utemeljimo z citatom, ne. Torej, ko poda pogovorni sistem odgovor, imate zraven tudi lahko citat, na katerega se lahko sklicujete na tisto informacijo, ne. Zdaj, kako vse to skupaj v javni upravi izgleda? Načeloma, ne, govorimo o implementaciji raznih inteligentnih storitev in aplikacij, ne, ki načeloma lahko modernizirajo procese in delo v javni upravi. Se pravi, nekako sem v tej predstavitvi razdelil zadevo na odprti in pa zaprti sistem. Se pravi, odprti sistem je namenjen uporabnikom, se pravi javnosti, ne, strankam. In recimo v tej zgodbi lahko stranke recimo dobijo informacije ali pomoč kar od doma, ne, z uporabo nekega pogovornega sistema, če jim je ta na voljo. Se pravi, ne rabijo klicati, ne, pospraševati zadeve, ampak nekako kar od doma vprašajo, ne, tisti pogovorni sistem in pogovorni sistem seveda iz tega domenskega specifičnega znanja zna odgovoriti, ne. Gre torej za nek prehod iz klasičnih pogostih vprašanj v interaktivni pogovor s pogovornim sistemom, kar tudi izboljša nekako človeško izkušnjo, ne. Podpora večjezičnosti je tukaj, se pravi za tujce, ne. Znova uporabljamo jezikovne modele, ne, ki znajo strojno prevajati, se pravi, to se lahko popolnoma avtomatizira oziroma tudi avtomatsko zazna, ne, če nekdo napiše vprašanje v angleščini, nemščini, recimo se mu potem tudi ustrezno prevaja v tisti jezik, ne. Ali pa recimo bolj tako agentno delovanje, ne, da si recimo preko spleta doma, ne, rezervirate termin čisto na podlagi nekega situacijskega primera, se pravi, morate nekaj urediti na upravni enoti, recimo, to bi zahtevalo več obiskov različnih pisarn, ne, in vam potem ta sistem ustrezno v bistvu rezervira termine, tako da pač čim manj časa porabite potem tam v živo, ne. Za zaposlene, se pravi zaprti sistemi, ne, pa bi nekaj takega potem lahko izgledalo kot avtomatizacija nekih rutinskih nalog, bodisi generiranje nekih šablonskih dokumentov, ne, recimo šablone za razne vloge ali pa recimo kake prijave, razpise in podobno. Potem samo administrativno delo interno, ne, povzemanje raznih sestankov, razpisne dokumentacije, ne, moderni iskalniki po vlogah in ostalih dokumentih, se pravi, imamo vse, kar v bistvu vpleta delo z ogromnim količino dokumentov, ne, načeloma lahko nekako ali povzamemo ali pa skrajšamo in potem v bistvu dobimo en taki report, recimo, ne. Se pravi, s tem tudi nekako nudi takšen sistem lahko podporo administrativnim delavcem, ne. In pa na koncu, ne, tudi razbremenitev administracijskih delavcev pri delu s strankami, nekaj takšnega se že v bistvu dogaja recimo s kakšno spletno podporo v spletnih trgovinah, kjer mogoče imate kako vprašanje glede artikla in v bistvu vprašate. Načeloma prvih nekaj izmenjav odgovorov je popolnoma avtomatiziranih danes, ne, šele nato pa potem vstopi človek na drugi strani in se potem z njim dalje pogovarjate, ne. Se pravi, ta neka delna avtomatizacija je že v bistvu na različnih področjih že implementirana, ne. Seveda takšni sistemi potem, ne, morajo biti v skladu s politikami varovanja podatkov, se pravi GDPR in pa Zakon o varstvu osebnih podatkov in vsi ostali ustrezni predpisi, ne, in politike. Dotaknil bi se še na tem mestu mogoče detekcije podobnih vsebin, ki je ena taka specifična uporaba jezikovnih modelov, se pravi z uporabo velikih jezikovnih modelov in pa ostalih postopkov obdelave naravnega jezika lahko danes kar zanesljivo ugotovimo stopnjo podobnosti vsebin. Se pravi, gre za nekako, da primerjamo dva dokumenta med sabo in ugotovimo, kaj je bilo s katerega skopirano, ne. Zdaj v praktični uporabi to že v bistvu delamo na področju javnega izobraževanja, ne, se pravi na univerzah v Sloveniji s takšnimi sistemi zagotavljamo akademsko integriteto. To pomeni, da vsak, ko diplomira, ne, v bistvu svoje delo odda na spletni repozitorij dokumentov, kjer se ta zadeva potem preveri in seveda dobi tudi poročilo, ne. Brez tega poročila ne more diplomirati, ne. Vse to je potem tudi del nacionalne infrastrukture odprtega dostopa. In zdaj nekako potencialna uporaba v javni upravi je tukaj v tem, da lahko nekako preverjamo pogodbe s predlogami pogodb kot boj proti nekim tihim spremembam pogodbenih členov, se pravi, nekdo lahko mogoče v ozadju spremeni nek člen, kar je pa zelo, zelo bistveno potem za samo pogodbo, ne.
Potem primerjava starih in novih različic zakonov lahko tudi na podoben način izvajamo, ne? Oziroma iskanje podvojitev ali pa neskladij med različnimi dokumenti, ne? Se pravi, tudi tukaj so neki izzivi, gre za včasih zelo redke, ampak zelo pomembne napake pri detekciji, to so tako imenovani angleški false positivi, ne? Se pravi, ker vi rečete, da je nekaj bilo skopirano, v bistvu pa ni. To se sicer zelo redko zgodi, ampak načeloma to rešujemo tako, ne, da vse odločitve takšnega sistema še naknadno vedno pregledajo strokovni delavci ročno, ne? Se pravi, kljub neki avtomatizaciji še imamo vedno neki ročni pregled strokovnih delavcev v tem procesu. Mogoče zdaj, da se navežem na sam dogodek današnji, ne, infrastruktura HPC, se pravi visoko zmogljivo računalništvo oziroma High Performance Computing HPC. Zakaj je to tukaj nekako tema oziroma kako zdaj ti jezikovni modeli pa HPC kako sodelujejo, ne? V bistvu na splošno, ko govorimo o moderni umetni inteligenci, govorimo pač posredno tudi o HPC. To pa zato, ne, ker je učenje in razvoj takšnih modelov v bistvu zahteva ustrezno infrastrukturo HPC, ne. Brez takšne infrastrukture se ne moremo iti razvoja ali pa učenja takšnih modelov. To je z enega vidika, se pravi z vidika razvoja, z samega vidika praktične uporabe, ne, pa je infrastruktura HPC pomembna v obliki strojne opreme, ne, v produkcijskih okoljih, ki pa potem te modele dejansko poganjajo na tak način, da so potem tudi brez problema dostopni, ne. Se pravi, gre v praksi načeloma za neke strežnike računalniške z grafičnimi procesnimi enotami, ne, ki so znane potem, da takšne velike jezikovne modele, recimo pa tudi ostale modele umetne inteligence, hitreje v bistvu sprocesirajo, ne. Torej v praktičnih implementacijah, ne, pogovornih sistemov konkretno in pa raznih inteligentnih storitev, ki se vežejo na obdelavo jezika, definitivno potrebujemo infrastrukturo HPC in seveda po možnosti zaradi same občutljivosti določenih dokumentov je to tudi zaželjeno v domačem okolju, ne. Se pravi, da ne gre ven iz države noben tak tekst, ne. Zdaj pa še nekaj takih, bom rekel, bolj hipotetičnih primerov, ne, kaj bi vsakim temi zadevami lahko nekako potem implementirali, se pravi, navezoval se bom na tisto, kar sem prej opisoval, na neki javno dostopen pa zasebni sistem, se pravi, kaj bi vam nudil. Se pravi, javno dostopen pogovorni sistem za odgovarjanje na pogosta vprašanja, recimo, ne, kjer vam v bistvu omogoča iskanje nekih ustreznih obrazcev in vodenje pri izpolnjevanju, se pravi, vas kot uporabnika stranko potem čisto vodi skozi. Potem, kot smo že prej rekli, nekako rezervacija terminov za osebne obiske, ne, pisarn in pa recimo večjezičnosti za tujce, recimo, če imamo tujca, ne, ki si živi recimo državljanstvo, pa se še uči jezika, recimo, ne, potem lahko tukaj tudi gremo malo na roko, ne. Tukaj seveda padejo zraven tudi vsa ostala vprašanja, ne, se pravi, kateri obrazec bi potreboval, če želim to izvesti in tako dalje, ne. Se pravi, ves ta proces se lahko nekako skrije za uporabniški vmesnik, ki je čisto pogovorni sistem, ne. Potem imamo pa še recimo primer asistenta za administracijo, to pa je na skriti strani, se pravi na zasebni strani, to je neki interni sistem, tega vidijo samo delavci v javni upravi, ne, in jim je namenjen kot podpora. Se pravi, napredno iskanje po nekih obrazcih, zakonih, ne, pomoč pri delovnih procesih, se pravi, pri svojem delu, če karkoli morajo najti na hitro, lahko v bistvu kar preko tega pogovornega sistema nekako vprašajo, ne, in dobijo potem odgovore, skupaj z referencami na dokumente, mogoče kar povezavo na ustrezen dokument in tako dalje. Povzemanje daljših dokumentov, ne, recimo, če imamo res neki dolgi razpis, pa nas zanima neke samo osnovne stvari, da ne beremo vseh tistih 50 strani, recimo, ne, v bistvu s takšnim sistemom lahko zadevo povzamemo. Kot sem že prej dejal, ne, tudi zaznavanje raznih problematičnih členov v pogodbah, to ima smisel, recimo dobite neko pogodbo, ne, v pregled, pa mogoče potem še s takšnim sistemom na hitro obdelate, preverite, če so kakšni problematični členi. In pa ne, neka delna avtomatizacija delovnih procesov in pa potem neko ročno potrjevanje strani strokovnih delavcev, se pravi, da ni treba vse ročno delati, ampak določene stvari že kar v bistvu delno avtomatsko sistem reši, ne. Potem pa tisti strokovni delavec potem samo potrjuje, preveri, če je vse okej, ne.
Za zaključek, ne, mogoče eno tako izhodišče, se pravi, uporaba sistemov umetne inteligence je vedno bolj navzoča na vseh področjih. Ne samo zdaj tukaj, tudi v izobraževanju, ne, podjetja se vedno bolj zanimajo za umetno inteligenco in konec koncev vsak nekako gre v to smer, zato da ostaja v bistvu konkurenčen. Ne. Zdaj s pogovornimi sistemi konkretno in pa posledično tudi z velikimi jezikovnimi modeli, ne, je v javni upravi načeloma nekako možno izboljšati uporabniško izkušnjo s storitvami javne uprave. Ne. To pomeni na nek način, da lahko zadeve urejajo določeni ljudje tudi od doma. Ne. Pohitrijo se lahko zadeve, modernizirajo se lahko delovni procesi, ne. Se pravi, to so tiste zadeve v ozadju in pa predvsem tudi nekako želja je tukaj, ne, da se razbremeni delo javne uprave z delno ali pa popolno avtomatizacijo, koliko pač je to možno. Ne. In pa visoko zmogljivo računalništvo, ne, se nekako razvija s podobno hitrostjo kot umetna inteligenca, kar je seveda logično, ne, zato ker je visoko zmogljivo računalništvo nekak medij oziroma podporni člen za strojno izvajanje teh sistemov umetne inteligence, ne. In pa pač tudi načeloma, če imamo na voljo takšno infrastrukturo, ki nam to zagotavlja, nam seveda omogoča razvoj novih inovacij, ne, seveda ne samo v računalništvu, ampak marsikje drugje, ne. Pomembna zadeva, ne, takšna zmogljivost tudi nekako definira danes stopnjo tehnološkega razvoja države, ne. Se pravi, če imamo to urejeno, se lahko smatramo kot tehnološko razviti, kar mislim, da v Sloveniji kar dobro delamo na tem, ne. In za na konec še, ne, definitivno v javni upravi seveda obstaja priložnosti za moderne, inteligentne aplikacije in storitve, mogoče ne v kompletnem takšnem paketu, kot sem jih danes izpostavil, ampak v vsaj delnih teh implementacijah določenih funkcionalnosti, kot sem jih danes predstavil, ne. Zdaj, s tem bi jaz tudi zaključil svojo predstavitev, za vprašanja pa potem mogoče v tistem času za diskusijo, ne. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, Mladen. Pohitimo kar na naslednjo predstavitev, izredni profesor dr. Niko Lukač, uporaba umetne inteligence za analizo preiskovalnih podatkov. Torej, danes bom predstavil uporabo umetne inteligence za analizo preiskovalnih podatkov. Gre se za eno aplikacijo umetne inteligence. In če gremo kar dalje. V bistvu bom se fokusiral na en evropski projekt, kjer sodelujemo, to je projekt Arien, ki ima cilj uporabo umetne inteligence za spremljanje nezakonite proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Tukaj sodeluje 16 partnerjev, med drugim tudi slovenski partnerji, kjer sodeluje tudi slovenska policija. In gre se v bistvu za projekt, kjer tudi v širši Evropski uniji sodeluje več organov pregona iz različnih državnih uprav, kar tudi seveda spada pod javno upravo. Seveda, zdaj izhodiščni izzivi, ki smo jih imeli oziroma še imamo v trajanju projekta, je, da imamo ogromno podatkov na voljo, tako imenovani masivni podatki, ki jih lahko pridobimo iz seveda družbenih omrežij, finančnih transakcij, odprti vladni podatki, kot tudi darknet, tako imenovani temni splet. Ti podatki so zelo heterogeni, imajo prisotnost šuma, dezinformacij in zelo nestrukturirani. In tukaj v tem projektu v bistvu smo se osredotočili na neko smiselno strukturo, kako vse te različne podatke povezati, in zato smo se odločili uporabiti grafe znanj, v angleščini knowledge graphs, kjer v bistvu zelo enostavno z grafom povemo, kako je kaj povezano, se pravi, entitete so lahko osebe, podjetja, stavbe, tako dalje, relacije, ali nekdo prijatelj, zaposlen, in potem seveda imamo še atribute pri vsakem vozlišču. Zdaj, seveda prvi izziv je, kako skonstruirati takšen graf. Drugi izziv pa je seveda malo širši, kako analizirati takšne grafe. V tem projektu smo se predvsem osredotočili na iskanje anomalij, ampak rešitve, ki jih bom v naslednjih slaidih predstavil,
so tudi bolj se lahko generalizirano uporabljajo tudi za druge zadeve, kot pa samo iskanje sumljivih vozlišč. Zdaj pri manjših grafih je seveda uporabna vizualizacija, kjer lahko nekdo vidi, če so kakšni osamelci ali so kakšna vozlišča ali pa povezave sumljive, ciklične relacije, večplastne relacije, ne. Seveda pri večjih grafih pa seveda imamo ogromno podatkov v igri in iskanje nekih vzorcev pri milijonih vozlišč in povezav je skoraj nemogoče na ročni način. Zdaj seveda, kako zgradimo lahko te velegrafe znanj. Iz nestrukturiranih podatkov lahko to storimo klasično, mislim, iz strukturiranih, klasično s spletnimi pajki. To so običajno podatki na spletu, iz socialnih omrežij, iz raznih storitev, tudi večinoma javni podatki. Nestrukturirani podatki, tekstovni podatki, večinoma dokumenti, so malo bolj problematični, tu pa lahko uporabljamo velike jezikovne modele, da pridobimo ven informacije o vozliščih in povezavah. Tukaj je kolega že nazorno predstavljal v prejšnji predstavitvi. In zdaj, ko imamo takšen graf zgrajen nad nekimi podatki, prva zadeva, ki lahko storimo, je v bistvu izboljšamo uporabo LLM-ja. Zdaj kolega v prejšnji predstavitvi govoril o kontekstu, kjer damo neke dodatne informacije in GraphRag je tudi ena metoda, kjer lahko damo informacije direkt iz grafa znanj v kontekst, se pravi poleg našega vprašanja ali pa uporabe samega LLM-ja, kar izboljša v bistvu zanesljivost teh modelov. Naslednja rešitev, ki jo lahko naredimo, je vložitev vložišč, temu pravimo node embedding, s tem lahko v bistvu preslikamo graf v neki visokodimenzionalni prostor in poiščemo podobna vozlišča, se pravi spet neke entitete, ki imajo podobne atribute, ki pa se morda recimo ne morejo primerjati s klasičnimi metodami, ne, recimo, če ima nekdo stil pisanja podoben. No, ena izmed osrednjih rešitev, ki smo tu razvili, je bila uporaba grafovskih nevronskih mrež, kjer v bistvu nevronsko mrežo, se pravi umetno inteligenco, uporabimo direktno nad temi grafi znanj, da ugotovimo, katera vozlišča so sumljiva. Seveda v tem projektu smo iskali sumljive povezave, sumljiva vozlišča, se pravi anomalije. In v širšem kontekstu bi lahko to tudi uporabili, da bi iskali karkoli je za vas zanimivo, se pravi, v javni upravi morda, če se ne ukvarjate s preiskovalnimi primeri, seveda je lahko zanimivo kaj druga za vas in podobni model naučite. Seveda za to potrebno neko ekspertno znanje, se taki modeli naučijo, lahko potem tudi povežemo vozlišča v neke skupnosti, ki imajo skupne lastnosti v tem grafu znanj. Zdaj, kaj dosti o HPC nisem v tej predstavitvi govoril, ker v bistvu smo zdaj v prvi fazi projekta ARIEN, kjer razvijamo te modele, bo pa seveda pri večji količini podatkov potreba po HPC-ju, po superračunalništvu, ne, tako da prvič, da lahko povežemo te podatke zelo hitro v velike grafe znanj, drugič, da lahko naučimo te modele, kjer je potrebno ogromno računske moči in najbolj pomembno tudi hitra uporaba, da lahko apliciramo nad novimi podatki te modele. Zdaj seveda predvideni izzivi, ki jih tu vidimo, je skalabilnost samih grafov znanj kot tudi naučenih modelov. Se pravi, so bolj to tehnični problemi, kar se tiče skalabilnosti. Zdaj za zaključek, so izzivi zaradi halucinacij in tudi dezinformacij, se pravi, če so tudi napačne informacije naučene pri LLM modelih, kar je že kolega izpostavljal. Ne smemo pozabiti na GDPR, ne, koliko se osebni podatki obdelujejo s takimi modeli, in tudi na novo zakonodajo AI Act, ne, ali je naš sistem visokorizični ali ni.
Zdaj, če imate kakšne agente, morate biti bolj pazljivi, zato ker ti agenti lahko vplivajo na odločitve. Če pa imate orodja ali pa modele, ki samo vam pomagajo pri vaših odločitvah, se pravi, še vedno je human in the loop, še vedno je vaša odločitev zadnja, potem ni takšna težava. Še za zaključek, če pogledate graf na desni strani, grafikon od podjetja Hyperion, ki so naredili raziskavo, bo se v bistvu market za superračunalništvo zelo povečal, medtem da predvsem bo večina novih strežnikov za umetno inteligenco, za učenje modelov, se pravi, bodo zelo specializirani ti novejši superračunalniki, kar se že zdaj vidi. Tako da, to je vse z moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala. Šipamo naprej na profesor dr. Domen Mongus, spremljanje stanja prostora z gibanjem heterogenih podatkovnih virov in tokov. Ja, lep pozdrav vsem. Bom jaz poskusil nadoknaditi nekaj časa, no, glede na to, da smo malce pozni, pa bom na hitro predstavil nekaj stvari, ki pa jih mi delamo v okviru aktivnosti javne uprave in tako naprej. V resnici, na kaj se fokusiramo, je geoprostorska inteligenca, ker želimo zajeti nekako in razumeti procese na površju Zemlje, ter to uporabiti za nekaj koristnega. Zdaj, kadar se ukvarjamo s tem, načeloma nastopamo tu z neko celostno platformo, ki omogoča podporo pri odločanju, kjer na najnižjem nivoju svoje aktivnosti fokusiramo nekako na spremljanje stanja, kjer se poskusi zbrati skupaj, kar se da možno podatkov, ki jih kjerkoli najdemo, vključno z recimo satelitskimi podatki, senzorje, avtoritativnimi podatki, ki jih proizvajajo GURS, ARSO, razne odprte platforme in tako naprej. Zelo dosti teh podatkov imamo na voljo, no? Ampak če znamo te podatke skupaj spraviti na nek sistematičen način, lahko začnemo izvajati diagnostiko prostora. Ko govorimo o diagnostiki, tukaj govorimo približno na tak način, da se najprej ukvarjamo s tem, da poskusimo v prostoru zaznati specifične objekte ali pa specifične dogodke, ter iz različnih podatkovnih virov nekako agregirati podatke na te objekte in dogodke in na osnovi tega z vizualizacijo in interpretacijo stanja prostora nekaj doseči. V resnici, če znamo to solidno narediti, lahko potem tudi to vrstne predstavitve prostora uporabimo za različne napovedi, časovno-prostorske regresije, simulacije okolja in pa diagnosticiramo predvidene dogodke v prihodnosti, kar nam seveda potem koristi nekako za optimizacijo, za boljše ukrepanje, izvedbo preventivnih načrtov in tako naprej. Zdaj, vem, da je to precej abstraktno, no? Zato bom kar skočil na 3 take primere uporabe, ki jih trenutno ali smo že zaključili in so že operativni ali pa so tik pred zaključkom projekta. In prvi tak zanimiv primer uporabe je bila recimo zaznava potencialnih nelegalnih odlagališč odpadkov. Pri tem smo se fokusirali predvsem na gradbene odpadke, ki pa imajo to specifiko, da se večinoma nahajajo nekje znotraj gozda ali pa nekje v nekih zakritih okoljih, tako da tega nismo mogli izvesti z spremljanjem z remote sensingom, no, bodi si z dronom, bodi si z satelitov, to nam je odpadlo, no, ampak smo vseeno nekako poskusili analizirati tega vplivne faktorje na to, kot so, ne vem, bližina ceste, gozdovi, javna osvetljava, tlorisi vode in tako naprej, no. Za učenje samega modela smo nekako uporabljali znane podatke iz preteklih popisov nelegalnih odlagališč in na osnovi tega nekako naučili model, da zna napovedati verjetnost, da se na specifični lokaciji pojavijo nelegalna odlagališča. Zdaj, z željo, da z analizo vplivnih faktorjev nekako omogočimo boljšo podporo pri upravljanju, z njihovo odpravo. Zelo hitro so se pokazali recimo neki taki očitni vplivni faktorji, kot so bližina ceste, kot je recimo, ne vem, osvetljava. In tako mapo smo potem posredovali konkretno Nigradu v Mariboru, ki je dejansko na teren šel
preveriti kritična območja in dejansko so se v več kot 90% na najbolj kritičnih področjih dejansko pojavila tudi nelegalna odlagališča. Tako da to zadevo sedaj spravljamo v produkcijo za pač izboljšano odločanje pri tem in upravljanje z nelegalnimi območji. Zdaj, to je mogoče tak relativno preprost primer, ki v bistvu zahteva učenje zgolj ene nevronske mreže. Ko pa govorimo mi o malce bolj kompleksnih indeksih, takrat pa pridejo v igro tudi HPC. Zakaj? Načeloma se gre tukaj za to, da lahko poleg tega, da izvajamo, bom rekel, en sam model, gradimo tudi cevovode različnih modelov in pridobivamo in na tak način dopolnjujemo znanja enega z drugega in tako naprej. Primer tega je recimo izvedba nekih kompleksnih prostorskih indeksov. V tem primeru recimo govorimo za izračun indeksa kvalitete bivanja. Ta je sestavljen iz res različnih faktorjev. Recimo nekaj, ki smo jih mi uporabili tukaj, so dostop do zelenih površin, recimo, kjer je bilo potrebno že za analizo satelitskih slik prepoznati sama zelena površine, potem izračunati neke dolžine poti do teh zelenih površin in tako naprej. Takšno sliko recimo vidite tukaj levo, ki pravi, kako blizu ima nek naslov prvo javno zeleno površino, potem recimo zelo pomemben faktor tukaj je tudi sama toplotna obremenitev in tako naprej, ki smo jo naslovili tako, da smo, ne vem, od tega, da smo zmodelirali stavbe, smo tudi mogli izvesti prepoznavo samih dreves, zaračunati, koliko drevesa senčijo določeno območje. Potem pa recimo najbolj kompleksno v tej zgodbi je tudi sama pravočasna razpoznava razvrednotenih območij, ker tudi razvrednotena območja vplivajo na kvaliteto življenja, kjer pa smo samo za ta indeks mogli spremembe satelitskih slik gledati za zaznavo za spremembe, potem zintegrirati s katastrom nepremičnin, z gradbenimi dovoljenji in tako naprej. In vse te vse te osnovne sloje potem še nekako gradi z uvedbo umetne inteligence za njihovo agregacijo nad učnimi podatki, ti učni podatki pa so v tem primeru prišli predvsem iz strokovne interpretacije, kjer se je za osnovo recimo vzelo analiza lokalnih cen nepremičnin in tako naprej, zato ker je približno dober indikator, in potem stroka pregledala to, ustvarila te podatke in tako naprej. Za en tak dolg cevovod, če ga želimo zimplementirati na nekem večjem območju, si ga ne znamo predstavljati brez HPC-ja. Zakaj pa so taki kompleksni indeksi pomembni? V tem primeru recimo gotovo za izboljšano prostorsko načrtovanje. Pa še en hitro primer, ki pa je res danes že kar nekaj časa v uporabi, ko govorimo o upravljanju vegetacije, kjer recimo spet z različnimi viri spremljamo stanje vegetacije, zintegriramo mape zdravja tal, sloje vegetacije, senčenje, vremenske podatke in tako naprej. In predvsem najprej na 3D modeli, ki jih dobimo iz lidarja in zgeneriramo iz lidarja, kjer spet uporabljamo umetno inteligenco, zgradimo 3D modele in potem lahko preverimo v tem konkretnem primeru stanje vegetacije na področju daljnovodov v Sloveniji, LS-ovih daljnovodov konkretno. Na osnovi tega se izračunajo potem, se prepoznajo kritične situacije, torej kje je vegetacija preblizu, se izvede potem produkcija samih map nevarnosti in tako naprej. Na drugi strani se samo stanje vegetacije oziroma modelčki vegetacije dajo v model napovedovanja rasti dreves, kjer se razvije, kjer lahko potem generiramo karte nevarnosti v prihodnosti. Glede na karte nevarnosti lahko potem zračunamo tudi same stroške vezane na odstranjevanje in čiščenje tovrstnih map in na koncu spet z uporabo umetne inteligence izvedemo optimizacijo, finančno optimizacijo in seveda prostorsko optimizacijo izvedbe takega posega na tak način, da finančno, mislim, da optimiziramo stroške in kader, ki ga za to potrebujemo. In v tem konkretnem primeru se avtomatsko izdajo tudi delovni nalogi neposredno v njihov RSU sistem za izvedbo del. Toliko iz moje strani. Hvala.